Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualna. Naš današnji gost je predsednik Pihalnega orkestra Ljutomer, gospod Milan Lebar. Pozdravljeni. Lep pozdrav vam in vsem vašim gledalcem. Zdaj Pihalni orkester Ljutomer letos praznuje 100. jubilej igranja, medgeneracijskega povezovanja in razveseljevanja. Kako ste delovali teh 100 let, kaj vse se je dogajalo? Ja, teh 100 let bova težko strnila v najmen pogovor, kajti dogodkov je bilo ogromno. Leta 1922 je pravzaprav glasbeni pedagog Franc Caherl v Ljutomeru ustanovil z svojimi zanesenjaki takrat skupinico, ki je delovala kot prvi pihalni orkester v Ljutomeru. In od takrat v bistvu naš pihalni orkester deluje nemoteno. Tudi čez drugo svetovno vojno se je prebil, menjavali so se različni dirigenti, različni glasbeni pedagogi, ki so orkester vodili skozi vso to obdobje 100 let in seveda v začetku je bilo to delovanje z preigravanjem koračnic, takrat seveda jaz ne morem komentirati, kako je to izgledalo. Obstajajo seveda verodostojni viri, po katerih vemo, kako je to takrat izgledalo. In od takrat naprej je naš pihalni orkester živ in še kako živ danes, ko praznujemo 100 let. Ja. Koliko članov štejete trenutno? Trenutno štejemo 53 članov. Moram reči, da je orkester vedno skrbel za podmladek in naš orkester zgleda zelo mlad. Zelo mlad, nekaj nas je starejših, ki se z glasbo ukvarjamo tako in drugače, od glasbenih pedagogov, profesorjev vključenih, glasbenikov, ki so študirali od Berlina do Ljubljane na glasbenih akademijah. Tako da je orkester že davno prerasel preigravanje koračnic in deluje na priložnostno tudi kot simfonični orkester, zveni z koncertnimi skladbami. Tako da je zelo pester nabor skladb, ki jih je orkester v 100 letih preigral. Zdaj, kje vse pa torej nastopate in pač katera inštrumente imate v vaši Orkester je pravzaprav deloval zelo široko že od nekdaj. V bistvu so takrat, ko še mene ni bilo poleg, igrali na Švedskem, so bili v Franciji, smo bili na Hrvaškem. Drugače pa lokalno delujemo zelo aktivno, se udeležujemo vseh protokolarnih dogodkov v občini Ljutomer, se udeležujemo tekmovanj že vrsto let. In takoj, ko je druga svetovna vojna minila, se je orkester začel udeleževati revij in začel dosegati vidnejše rezultate, takrat, ko je bilo prisotno ocenjevanje. In ob svoji 30-letnici je bil pravzaprav prvi orkester, ki je stopil na Triglav, tam zaigral. In ob 30-letnici potem dobil tudi prve uniforme. Seveda potem ti dogodki in kvaliteta se je višala in zdaj seveda pokrivamo širok spekter dogodkov, seveda prirejamo svoje koncerte, letne, delujemo pa v vseh protokolarnih in pa nekih standardnih datumih, ki so pač primerni, da se tak orkester udeleži. Ko je potrebno zaigrati, igramo koračnice, ko je pa potrebno igrati Štrausa, pa igramo Štrausa. Tako. Tako, prej ste že omenili podmladek, mogoče nekaj besed o tem, kako se vam lahko novi člani pridružijo. Moram reči, da nam zelo ob tem tesno poleg stoji glasbena šola, ki je bila zelo hitro ustanovljena tudi potem, ko je bil ustanovljen pihalni orkester v Ljutomeru. In glasbena šola skrbi seveda za zelo kvaliteten, glasbena šola Slavka Ostrca Ljutomer, za zelo kvaliteten podmladek, za zelo kvalitetne glasbenike, ki prihajajo iz vrst in končujejo glasbeno šolo. To je nižja glasbena šola. In seveda vsak, ki ima najmanjšo željo delovati v takem orkestru in je seveda primeren za našo sestavo, kajti pihalni orkester ima specifično sestavo, se pravi od tolkal do trobent, trubil, nizkih, visokih, pihal,
je orkester seveda široko odprt za vse, ne, in nas najdejo na Facebook strani, ki jo imamo, nas lahko obiščejo na naših vajah. Imamo svoj prostor, Kulkišto, ki smo jo že pred nekaj leti pridobili prek Javnega sklada Republike Slovenije in je to naš prostor, v katerem delujemo. Imamo se zelo fajn, poleg redne vadbe, ki jo enkrat na teden, takrat, ko je pač normalen čas, opravljamo ob petkih zvečer. Je tam tudi vrsto družabnih dogodkov, včasih gremo komu zašpilat kaj za rojstni dan, na poroko, na kakšno gasilsko veselico. To so, bi rekel, bolj sproščujoči dogodki, ko gremo pa zaigramo par koračnic. Seveda nismo, nikoli ne minajo tudi konjske dirke brez nas v Ljutomeru. Tako da mladi, pa tudi starejši, ki bi se radi preizkusili v taki skupini, so zelo zaželjeni in imamo odprta vrata vedno. Zdaj, prej ste že omenili tekmovanja. Katero tekmovanje bi lahko izpostavili, da vam pomeni nekako največ dosežek? Ja, tekmovanja so se v bistvu vrstila že hitro tam po 50 letih in je kar nekaj dosežkov bilo takrat v tem teritoriju. Vendar v tem zadnjem času seveda pokal Vinka Štruclja v Ormožu, najvišje doseženo število točk, absolutni zmagovalci v kategoriji do 40 članov, potem naslednje leto pa takoj, mislim, da je zmanjkala točka do absolutne zmage, takrat smo bili pač, smo zasedli drugo mesto v kategoriji nad 40 članov. Ne. Zdaj pa recimo v tujini. Katero mesto si štejete kot vaš največji dosežek? Težko bi zdaj izpostavili, vedno so ta potovanja nekako spremljajoče, je seveda družabno dogajanje, ne, in si vedno zapomnimo po raznih dogodkih, ki se vrstijo ob tem. Ne. Tam potem opravimo seveda določene koncerte, ki so dogovorjene. Vsaka deželica, kjer smo bili, je za sebe. Zelo posebna je Švedska, zelo posebna je Francija. Pred nekaj časa smo bili tudi na Hrvaškem, v Slavoniji. Želeli bi tega več, če bi seveda sredstva dovoljevala. Ne. Zdaj, prej ste tudi že omenili vaje. Pa mogoče, če našim gledalcem opišete, kako potekajo te vaše vaje? Ja, te naše vaje vodi seveda dirigent, ne, ki je strokovni vodja in seveda skrbi za repertoar, ki ga seveda upravni odbor, organizacijski odbor, ki ga imamo v orkestru, vsako leto na začetku potrdi. Ne, in potem seveda vaje, ja, določene uri se zberemo, pripravimo, igramo, dirigent nas seveda uglasi, da potem zvenimo uglašeno in seveda od takta do takta, zelo striktno na nivoju. Zdaj, ko se pripravljamo na ta dogodek, ki je pred nami, vadimo po 2-krat na teden in ne po 2 šolski uri, pač pa tudi po 3,5, ker je pač potrebno ta program oddelati tako, kot se spodobi za 100-letnico. Zdaj omenjate dirigenta, imate enega več, kako je s tem? Ne, imamo enega dirigenta, moram pa reči, da v orkestru so člani tudi, ki so glasbeni pedagogi, akademsko izobraženi in skrbijo tudi za, pomagajo dirigentu kot mentori določenim članom, bi rekel, kot ene vrste sekcijske vaje in ko je potrebno določene skladbe izdelati še bolj striktno, še bolj natančno, so potem ob tem tudi sekcijske vaje. To pomeni, da recimo saksofonisti se dobimo čisto za sebe, pa nas vodi ali sekcijski vodja ali strokovni vodja, ki ga v dogovoru z dirigentom določi dirigent, ali pa sam dirigent in potem se te stvari še bolj natančno pripravijo. Ja. Zdaj ste iz Ljutomera. Kakšno je vaše sodelovanje z občino Ljutomer? Moram reči, da lokalna skupnost na čelu z našo županjo zelo, zelo dobro sodeluje z nami oziroma nudi vso podporo, ki jo rabimo in bi rekel, da že nekaj časa nazaj je bilo tako, občina je poskrbela že v prejšnjem obdobju
za nove inštrumente, nove uniforme. No, zdaj, ko se približujemo 100-letnici, pa smo spet dobili podporo, tako da smo lahko zelo dosti novih inštrumentov kupili in obnovili instrumentarij, obnovili določene instrumente, ki so netipični za pihalni orkester, kot pleh muziko, seveda timpani, bobni, to so koncertne zadeve, ki jih potrebujemo za nastope višjega nivoja. Tako da, ja, zelo dobro, mi pa to potem vračamo z vsemi našimi nastopi in smo na voljo vedno, ko nas rabijo. Zdaj, omenili ste koncert, jubilejni koncert 17. junija. Kje se boste predstavili, kdaj in s čim? Ja, 17. junija, to je kar zdaj pred vrati, torej v petek zvečer ob 19. uri vabim vse, ki jih tovrstna glasba zanima, veseli, da nas pridajo pogledat v park prvega slovenskega tabora v Ljutomer. Koncert bo na prostem, vstopnina je prosta, ni nobene vstopnine. Tam bomo izvedli svoj program na nivoju orkestra, bi rekel, igrali bomo pravzaprav od Abe do koncertnih komadov, pa vse do koračnic. Tako da bomo predstavili zelo širok spekter, poslušljiv za široke množice. Tako da vabimo in apeliramo resnično tiste, ki jih vsaj malo zanima to, pridite v Ljutomer, ambient je čudovit, vreme nam bo naklonjeno in upam, da bomo potem lahko vsi skupaj ugotovili, da je bilo to zelo uspešno opravljeno. Zdaj v programu imate tudi omenjene goste. Kdo so? Takemu dogodku se spodobi, da povabiš tudi prijateljske orkestre in mi smo seveda vse te okoliške, s katerimi se vsakodnevno srečujemo tudi v drugačnih sferah, povabili in seveda tudi z celotnega Pomurja, pa še malo širše, bi rekel, imamo kar nekaj pihalnih orkestrov, ki bodo prišli kot gostje in bodo z nami v samem finalnem delu tudi zašpilali 2 koračnici. Tako naj omenim pihalni orkester Bakovci, tako naj omenim pihalni orkester iz Murske Sobote, Središče ob Dravi, naš mladinski orkester iz Ljutomera, Križevski pihalni orkester, tako da bo nas kar nekaj na koncu in bo kar pompozno to zazvenelo. Zdaj, imeli boste tudi nekaj spremljevalnega programa, torej razstavo in pa avenijo vina in domačih dobrot. Kaj bo za videti na razstavi? Ja, razstava je pravzaprav plod dela naših mladih godbenikov, ki študirajo oblikovanje in so se zavzeli skupaj s starejšimi člani in raziskali zgodovino, poiskali najbolj izvirne fotografije, tako da bo predstavljena kronološko v bistvu celotna 100-letnica. In to smo v bistvu nekako uvrstili na ene panoje, ki bodo ob vhodnih poteh, ki bodo v parku do našega koncertnega odra, tam razstavljeni in vsak obiskovalec bo lahko to seveda transparentno pregledal, tako da vabim goste, da pridejo kar nekaj časa prej, da si to ogledajo. V to je vloženo zelo veliko truda in seveda potem, pa seveda, ker smo v Ljutomeru, ne moremo brez vinske avenije, naši lokalni vinarji bodo pripravili nekaj tudi za suha grla. Na samem koncertu pa seveda bomo poskrbeli, da bo to na nivoju tudi se strani samega povezovanja oziroma se strani programa, tako da imamo na koncertu slavnostnega govornika iz Ministrstva za kulturo, magister Igor Teršar bo slavnostni govornik, poleg njega pa še naša županja magistra Olga Karba. Ja, gospod Lebar, kje pa vidite vaš orkester v prihodnje? Pravzaprav je to težko reči, če bo orkester deloval tako, kot zdaj deluje in kot je ta nekako krivulja rasti vedno mer bila v vseh teh 100 letih. Upam, da bo to tako naprej. Rezerve je še zelo dosti. Glasbeniki mlajši se izobražujejo. Nekoč so bili to glasbeniki, ki so s polja direkt prišli na vaje, so odšpilali, so se razvedrili ob glasbi. Zdaj so to izobraženi glasbeniki, ki zelo dobro vejo, kako treba to odigrati in zaradi tega je tudi potem nivo
podajanje take glasbe dosti bolj, bi rekel, na višji ravni in je potem tudi lahko potem udejstvovanje na samih drugačnih dogodkih lahko kvalitetnejše. Tako da razni koncerti naprej, kakšen sprehod spet v tujino, če bodo sredstva dovoljevala. Seveda bomo apelirali na mlajše, da se vključijo, da še razširimo spet in da obnovimo še kakšno sekcijo in dodamo kakšnega člana. In seveda z veseljem bomo stopili v naslednjih 100 let. Gospod Lebar, mi vam želimo čim bolj uspešno izvedbo tega koncerta in pa še mnoga leta delovanja. Vam se pa zahvaljujem za obisk v našem studiu. Hvala lepa za te lepe želje in seveda vabljeni vsi vi in vidimo se v petek. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.